Zima. Zagotovo najzahtevnejši letni čas, tako za voznika, kot tudi za avto. Kljub temu, da so zime pri nas izgubile svojo ostrino, da imamo manj snega, da imamo manj tistih ledenih dni, je pa zima še vedno ostala izjemno nepredvidljiva. Zato smo danes prišli tukaj v AMZS center varne vožnje na Vranskem, kjer zimo lahko pravzaprav naredimo v vsakem letnem času zaradi naših drsnih površin, da bomo skupaj z inštruktorjem varne vožnje pokazali tiste osnove, ki zimo pod kolesi naredijo obvladljivo. Pet stvari, ki jih mora vedeti vsak voznik, ko zjutraj vidi, pogleda čez okno in vidi zasneženo cesto oziroma parkirišče. Ko vidimo to, kar si omenil, je prva naša stvar, da se sami pri sebi vprašamo, a moramo sploh iti na cesto. Mogoče, če ta pot ni nujna, jo pač ne opravimo. Če že moramo iti na cesto, se zavedajmo, da je naš oprijem na tem cestišču bistveno slabši. V prvi vrsti povečimo varnostno razdaljo, zmanjšamo hitrost in vsi gibi, ki so na cesti, kakršnikoli, ne bojo res občutkov. Če bomo rekli, da nam suh asfalt spusti še malo tistega našega, da naredimo napako, pa zasnežena cesta definitivno ne bo. Kaj so tiste osnovne stvari, ki jih moramo vozniki preklopiti? Problem nastane predvsem, ko gremo dol. Zakaj? Zato, ker tukaj velikokrat pozabimo, da hitrost, ki jo dobimo, jo bomo zelo težko znižali. Ne glede na to, kakšen je zavorni sistem. Tudi ko govorimo o ABS-u, je treba vedeti, da deluje na senzorjih, kar pomeni, ko bo teptal sneg, bo na podlagi tega izredno slabo zgubljal hitrost. Ja, vozilo bo vodljivo, ampak ne vem, iz krvavca dol, pa da si mal prehiter, ti tudi vodljivost ne pomaga več v kaki serpentini. Ustaviti se pa moramo in vsak kilometer hitrosti, ki je, jo bomo težko spravili na nulj. Vemo, kaj pravi zakon, tistih 3 mm zadostuje zakonu, kaj pa zimi na cesti. Zakon da minimalne zahteve. Minimalne zahteve, če so za naju dobre na cesti, se pač nimamo dosti rada. In to je osnova. Se pravi, pnevmatike so edini stik s podlago in jaz zelo velikokrat poudarjam, ne varčujmo na temu koščku, ki nas drži na cesti. Večino Evrope ima minimalno 4 mm dezena. Pri nas smo še v tem kompromisu 3 mm. Treba se zavedati, da pnevmatika do 4 mm, bomo rekli, zgublja bistveno manj. 4 mm, pa potem tudi za ta 1 mm, je pa ta izguba samega oprijema enormna. In ko se bo treba ustaviti, nam bo ta milimeter še kako prav prišel. Pa verjetno predvsem tudi pri bočnih zdrsih. Pa aquaplaning, vse, kar govorimo o bočnih zdrsih, bo takrat pnevmatika bistveno slabše delovala. Sodobni asistenčni sistemi. Sistem za nadzor stabilnosti, sistem za nadzor zdrsa in pa ABS sistem. Velikokrat se zgodi po zimi gostilniška debata, jaz brez vsega vozim po zimi bolje. Kako ti gledaš na uporabo sodobnih asistenčnih sistemov? Se pravi, ABS nam omogoča tisto, kar v šoku človek zelo težko sam naredi. Ko si enkrat prestrašen, ko te je strah, ko udariš po zavori, je zelo težko, da boš prepričal samega sebe, da bo zavoro spustil, pelje se pa proti avtomobilu. Kljub temu, da veš, da se do njega ne boš ustavil, je izredno težko. Tisti, ki to ne verjame, ne prije preizkusiti, pa bo videl, da se res težko to naredi. Tako da sem za asistenčni sistem. Kaj pa speljevanje v mogoče bolj globokem snegu, se pravi, da avto dobi inercijo? Je dober izklopati, se pravi, ta prvi del, ker na mnogo katerem novejšem avtomobilu ESP-ja, kot tazga sploh ne moramo izklopiti, se pa da vse posod izklopiti traction control, se pravi zdrs pogonskih koles, in da izklopimo ta del, zato ker to nam služi samo zato, kot si rekel, da se mogoče avto malo zakoplje, dobi pri temu boljši oprijem in lahko speljamo. Ampak to je to. Drugače pa pustimo vse tako, kot mora biti. Kaj v zimsko komponento vožnje prinese štirikolesni pogon in kje se lahko nanj zanesemo in česa ne zmore? Seveda, predpogoj je, da so pnevmatike ustrezne, da so dobre, da bomo v tak klanc odpeljali s štiripogonskim avtomobilom lažje. Bolj pomembno pri štirikolesnem pogonu je predvsem v tem, da so pogoni zanimivi ali pa dobri takrat, dokler vleče. Ko pa pride enkrat do zdrsa, nam pa pogoni definitivno ne pomagajo več in iz tega razloga je včasih zelo dobro, da razmišljamo, tudi ko imamo štirikolesni pogon, da je hitrost še zmeraj lahko zelo nevarna. Štirikolesni pogon, ja, super, po teh zasneženih, slabših cestah se bo avto bolje odzival, lažje bomo vozili, ampak ne precenjujemo potem sposobnosti samega avtomobila, ker fizika je pa ista, tako na štirikolesnem kot na dvokolesnem. Specifika vožnje po zimi na elektriko, pa ne govoriva o dosegu, ampak o večji masi.
hitrejši dostavi oziroma natančnejši dostavi navora na kolesa? Kakšne izkušnje imaš že z električnimi avtomobili v snegu? Predvsem hitrejši dostavi. Se pravi, če govorimo že pri vseh klasičnih avtomobilih, da morajo biti po zimi zelo, zelo nežni, zelo z občutkom delovati na plinu, se na elektriki to še bistveno bolj pozna. Zelo hitro bomo prišli do tega, da bodo kolesa izgubila oprijem. Kar se tiče same mase, pa bodimo pošteni, avtomobili so vseeno tako dobro dovršeni, da se tudi ta masa zelo, zelo hitro ustavi, da ne bomo imeli v glavi zdaj tega, da se bomo s tem avtom ustavljali 3 dni.